Kako poteka gradnja? Gradnja poteka trenutno skladno z planom, in sicer betonirajo se glavne stene, ki bojo omogočile, da bi občina Radovljica oziroma da bi se nazaj usposobil zimski del bazena čim prej, zato da ne bi celo sezona vozili otroke v Kranj, ampak da bi lahko že tukaj v marcu trenirali že tukaj. To je neka skupna želja in zaradi tega tudi zdaj namesto, da zaustavimo gradnjo zaradi snega in mraza, se trudimo in delamo tudi v teh malo bolj neugodnih razmerah. No. Kakšni so pravzaprav pogoji zdaj v tem zimskem času, v mesecu decembru? Pogoji so bolj zahtevni, se pa da z določenimi dodatki in z malo več dela, predvsem okrog čiščenja snega, se da nekako nadomestiti, no, oziroma te probleme. Tako da dela napredujejo. Trudimo se, da naredimo zdaj letos čim več. Zadnji teden med Božičem po novem letu moramo seveda spočiti ljudi, potem pa takoj po praznikih pa naprej z željo, da bi bazen oziroma cel kompleks končali predčasno. Se pravi, cilj nam je, da bi smo do naslednjega Božiča vse skupaj končano in predano naročniku. Vsak dan dela na tem gradbišču 20 delavcev? Trenutno jih je približno 20 vsak dan. V spomladi, ko se bo gradbišče še razširilo oziroma bo možno delati več faz hkrati, se bo pa to številka dvignila zagotovo nekje na 100 ljudi, in to bo pa spomladi, poleti in zaključna faza drugo leto v jesen. Tu bo tudi bolj ugodne razmere za samo delo? Res, to je res, pa računamo plus tega, da je tudi v teh prvih fazah se ne da vsa dela delati, ne. Se pravi, obrtniki pridejo na vrsti spomladi. Dela do sedaj tečejo po planu, tako kot ste si zastavili? Zaenkrat je vse po planu, računamo, da bo tudi naprej tako. Kakšno veliko odgovornost ima izvajalec napram delavcem. Če vidite, to pilotiranje je izključno zaradi varnosti narejeno, ker je bil ta del odprt. V tem delu, ki ga pa vidite, je pa tudi zdaj v tem času bazen prazen, da ne bi bil preobremenjen, ker je bil dobesedno 10 metrov ne podkopan, ampak vzporedno, in tudi tukaj se vidi odnos, bom rekel, izvajalca do vseh, ki delajo na gradbišču, ker si ne želimo, da bi se komurkoli kaj pripetilo. Če pa nas prav razumela, da so tukaj spodaj neki prelivni bazeni ali kako? Tule, ki vidite zdaj tole steno, to mi imenujemo kompenzacijski bazen, tamle bo okrog 100 kubikov vode. To je pa voda z velikega bazena, ki se preliva, ker je to prelivni bazen, in je potem preko filtrov jih spet treba v krogotok spraviti. Zato je tudi ta del, ki sem rekel, zelo pomemben, da sploh lahko bazen zafunkcionira. Ker ta stari del je bil tako dotrajan, da je puščal in se ga ni mogel niti več uporabiti. In to je tudi en prispevek do tega olimpijskega bazena, ta velikega, ki je okrog 1700 kubikov vode noter, da bo to res sjajno narejeno in bo ta krogotok vode zagotovljen na najvišjem možnem nivoju. To pa poudarjam zaradi čiščenja vode in ker imamo v preteklih letih, odkar je, bom rekel, ta novi bazen, to je od leta 1999, kopališče, bazen ni imel nikoli problemov z kvaliteto vode, kar je pa izrednega pomena. Finančno bo ostalo isto ali se znaki podržuje? Finančno je pogodba podpisana, jaz mislim, da bo ostalo isto, razen če bojo kakšna dela skrita tako po gradbeniško, ker sem zdaj že kar nekaj projektov sem bil udeležen v preteklih letih, ampak zaenkrat smo, bom rekel, res na tem nivoju. Zdaj pridobitev sem poudaril, da je to velika pridobitev ne samo za občino Radovljica, ampak če gledam Zgornjo Gorenjsko, predvsem v sklopu Olimpijskega športnega centra, ki ga imamo podeljenega iz strani Olimpijskega komiteja, torej Bled Radovljica se imenuje,
zato da bo res posodobljeno, ker če sem čisto odkrit, no, nismo bili na najvišjem nivoju, mi smo bili vedno z rezultati na najvišjem nivoju, vse ostalo je bilo treba pač posodobiti. Pridobitev je velika zaradi opismenjevanja, ker bo ta mali bazen je bila v teh preteklih 20 letih malo špartanska, športna, ampak hočemo biti prijazni otrokom, ker so od 5. leta starosti vključeni tako v vrtcih 1., 2., 3. razred, tudi ne samo za občino Radovljica, širše Gorenjsko. Seveda tukaj smo pa vključili tudi zavod, v bistvu zdravstveni dom Radovljica oziroma osnovno zdravstvo Gorenjske, ki je prepoznalo to možnost, da bo tudi ta opismenjevalni bazen služil kot rehabilitacijski po poškodbah, ker Gorenjska je edina regija, ki nimamo toplic in vse te stvari se bojo lahko tukaj odvijale, tiste, ki pač ne bojo vezane tudi na neko termalno vodo in tako naprej. In tudi to je velika pridobitev. Ampak nisem nestrpen, jaz sem prepričan, če smo prišli do tega, da bomo tudi projekt potem dokončali, mogoče bo kakšen let nekje priprav na vse skupaj, je pa dejstvo, da je pa naša želja taka, kot ste videli tam na tem panoju, da bo potem na koncu celovita zgodba, ki bo pa res prispevala v gorenjskem smislu k poboljšanju torej ponudbe. Zdaj pa obrnil zgodbo turizma in športa in rekreacije in to nam je vodilo, da bomo prišli do konca.